Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Zasebna razodetja. 24. in 25. junija letos, torej leta 2021, smo praznovali 40. obletnico Marijinih prikazovanj v Medžugorju. To je 40 let izjemnih, fenomenalnih dogodkov, 40 let izjemnih milosti, ki so bile podeljene po navzočnosti kraljice miru vsemu človeštvu. Kakšen je odmev v srcih, kakšni so sadovi danes in kakšna bo prihodnost Medžugorja, pa še o marsičem drugem, želim sedaj govoriti z našim gostom, to je spoštovanim duhovnikom iz nadškofije Strasbourg v Franciji, gospodom Borisom Milavcem, sicer po mami Slovencem, a ne? Po mami in po očetu. In po očetu. Tudi vaš oče je Slovenec. No, prej ste mi povedali, da ste do pred 3 leti živeli v Franciji, sedaj pa ste prišli v domovino vaših staršev. Tako sem se rodil v tujini, sem doštudiral v tujini, sem postal duhovnik v tujini, v nadškofiji Strasbourg. Do leta 18 sem tam deloval in zdaj od leta 18 sem tukaj v Sloveniji. Kako bi se nam vi sami predstavili, morda malo širše? Ojoj, to pa težko vprašanje. Bi rekel, da sem predvsem duhovnik, kristjan in duhovnik, ki poskuša živeti to, kar je. In pa res zelo nekje moja zgodovina bogata zaradi te tujine in teh dvojnih kultur med Francijo in Slovenijo. Tako da bi rekel, ena velika milost mi je bila dana v življenju, da sem deležen teh kultur, tega znanja. In tudi, da ste postali duhovnik. To pa je itak, to pa je. Kaj vas je zvabilo na duhovniško pot? Upam, da je Gospod sam poklical, da sem mu odgovoril, da je bila to njegova volja in bila borba za mene, ker sem bil tak trdi oreh in tudi okolica, kontekst ni bil najbolj ugoden. Zato, ampak je do tega prišlo in sem zelo vesel, da sem duhovnik. In koliko let ste že duhovnik? Dopolnil 11 let 11. duhovništva, 2010. Ste srečni, ste zadovoljni pri poklicu? Zelo. Dostikrat me ljudje sprašujejo, v tem pa jim rečem, do sedaj, ne vem, koliko bo bodočnost, ampak do sedaj 1 ure mi ni bilo žal, da sem duhovnik. Ste edinec, kaj pa vašim staršem je bilo kaj žal? Ja. To bi morali on odgovoriti, sigurno je malo čudno, da en mlad fant pri 20 letih se odloči za duhovništvo. Bilo v začetku, v prvih mesecih že malo težko, ampak so potem s časom nekaj to sprijeli in so me videli, da sem v svojem elementu in so me podprli. Torej, delovali ste do pred 3 leti v Strasburgu, sedaj pa ste v Vrtojbi, na jugu. Boste ostali doma, tukaj? Glejte, to pa ne vem, odvisno Božjega načrta. Jaz nimam nobenega, zaenkrat sem tukaj, jutri bomo videli. Dobro. Gospod Milavec, kaj vam osebno pomenijo zasebna razodetja? Koliko so pomembna v vašem življenju? Prvič, te priznana razodetja so vsa vezana na Božjo voljo. Pravi, to ni naše delo, ni en svetnik ali Marija, ki se spomni samo od sebe, da bi se tam prikazala ali to rekla. Vse to je v skladu, kot vse drugo, z Božjo voljo. Se pravi, tukaj nam Bog nekaj nudi. Vsem, cerkvi, človeštvu. In mislim, da imamo, vsaj jaz tako to doživljam, imamo zavzeti to resno. Ker to, kar Bog nam nudi, nam daje, ima svoj pomen. Res, da imamo vse, z evangelijem, z odrešenjem, sakramenti, s cerkvijo, ampak če Bog smatra, da se Marija lahko prikazuje tukaj in tam, ima to že globoki pomen. In ni to nekaj stranskega, bi rekel. Je nekaj važnega. Stališče cerkve je mnogokrat zelo zadržano. Ja, tudi ni prav, da je. Medžugorja, o katerem želiva govoriti,
Šele pred nekaj leti pravzaprav se je uradna cerkev nekako zelo pozitivno odzvala, s tem, ko je papež Frančišek poslal v Medžugorje svojega posebnega odposlanca, da tako rečem, nadškofa Henrika Marijo Hozerja. Letos, sedaj v začetku avgusta, ko bo festival mladih, bo tam menda navzočih več škofov, tudi kardinal Sarah in ne vem kdo vse, tako je napovedano. Tako da se tudi v uradni rimsko-katoliški cerkvi nekaj zelo premika v pozitivni smeri. Bogu hvala, sam Bogu hvala, da gre v to smer, ker ne maram biti kritičen do nobenega, vsak ima svoje dolžnosti in mislim, da je dobro, da smo previdni, da si vzamemo čas, da ne prehitevamo. Da se zdaj premika v dobro smer, pa ja, zelo pozitivno. Sem zelo vesel, res. Cerkev gleda zmeraj na sadove, čaka na neke sadove, ampak ta drža se vam zdi, da je dovolj dobra, tudi pred Bogom, da tako rečem, glede na to, da Bog želi, da se razširijo sporočila pri teh mnogih zasebnih razodetjih, ki jih cerkev raziskuje, da pride do čim več ljudi. Vsak dan pravzaprav tako številne duše zapuščajo ta svet in grejo v onostranstvo, torej v večno življenje. In ali je na mestu tako velika zadržanost in previdnost cerkve do teh razodetij, ali bi morda morala biti bolj odprta? In tudi številni duhovniki, denimo, so bili mnoga leta zelo naklonjeni Medžugorju, med njimi pa so tudi taki, ki so bili zelo negativno nastrojeni in celo odvračali recimo vernike od tega, da bi romali tja. Kaj je tu prav? Vsekakor, te, ki so v cerkvi, te, ki imajo oblast in odgovornost v cerkvi, škofi, duhovniki, morajo biti previdni. To vsekakor. Po drugi strani moramo pa tudi si dati sredstva, da prepoznamo, če je to od Boga ali če ne od Boga. In se spomnim enega duhovnika iz Francije, ki ga je škof poslal v Medžugorje, ki je bil proti Medžugorju, strogo proti Medžugorju. In sva zatrkovala skupaj, sem šel v Lamenatu in je prišel ravno z Medžugorja in mi je bil ves navdušen, se je spreobrnil. In si je dal sredstva. En teden je bil v Medžugorju, da gleda, da moli, da posluša, da vidi, kaj se tam dogaja in se je prepričal v živo. In mislim, mora biti eno in drugo. Vidite, ne morate govoriti o Medžugorju, če ne greste v Medžugorje, bi rekel, če se ne utopite v Medžugorju, če ne molite, če ne iščete resnice globoko, ne gre, ker pridite in boste videli, reče Jezus. Moramo iti s odprtim srcem, moliti ponižno, hvaležno in potem Bog naredi svoje. Ja, tako. In to je Božje delo, ne? In Bog nekje spoštuje, Bog spoštuje našo svobodo, ne sedi nič. Res pa da je, da bi rekel tako, da je premalo duhovnikov si dalo ta sredstva. Kolikokrat sem rekel mojim prijateljem v Franciji, duhovnikom, gremo v Medžugorje. Pridite, poznam ljudi v Medžugorju, bomo prespali, se bomo zmenili, boste videli sami, pa ne, mislim, so bremzali. Glejte, seveda, če potem ne gre se v Medžugorje, kako se prepričati v Medžugorju, ne gre. Če vam jaz nudim kavo, pa da vi ne veste, kaj je kava, kako ne vam razložim, kaj je kava, treba jo pokusiti. In to mislim, da je velik po eni strani pomanjkljaj, strani škofov, duhovnikov, da nismo dovolj, bi rekel, s to željo resnice šli v Medžugorje in se res z odprtim srcem utopili tudi v ta sporočila. No, prav to se mi zdi zelo pomembno, kar ste dejali, z željo resnice, pomeni odprtostjo, ne? Tega je premalo, očitno, ne? Če ni tega, gledajte, to je temelj vsega, ne? Marija dostikrat v sporočilah ponavlja to besedo odprite se, ko roža soncu, odprite se Božje milosti. In to je čas izrednih milosti vsem, ki odpro svoje srca. Ja, in to je vezano na našo svobodo, ali smo mi sprejemni, ali mi želimo resnično spoznati to resnico in jo živeti, ali
smo prepričani sami vase. In mislim, da je to temeljna notranja drža kristjana, da želi vedno bolj globoko spoznati to resnico, da bi jo živel seveda. In če ni tega, je seveda vse nekaj umetno in Božja mila se nima kam primiti. Večkrat razmišljam, če Bog govori, imamo njegovo svetopisemsko besedo, ki smo jo pač obvezani verovati, ne? Ampak Bog je živ, govori tudi danes. Ali ni to ista Božja beseda, ki govori in na nek način, če tudi Cerkev pravi, da nismo dolžni verovati v zasebna razodetja, na nek način obvezujoča za nas? Ja, gledajte, tukaj Cerkev v njeni teologiji zelo dobro to razvila, se pravi, je to jedro resnice, ki je Božja beseda, ki je Cerkev, ki Cerkev hrani, brani in razlaga to Božjo besedo, zakramenti, vse nam je dano v jedru, ampak zgleda, da rabimo še eno dodatno pomoč, da živimo v tem jedru. Se pravi, smisel teh razodetij je, da nam pomagajo živeti smisel, pravi globoki smisel Božje besede. Neka dodatna spodbuda. Dodatna, gledajte, to so Marijine besede, zadnje Marije, kot njen testament. Njena vloga kot mati Cerkve, naša mati, vse, kar vam reče, naredite. In to ponavlja Medžugor. Marija ne vodi k sebi, vodi k Jezusu. Ko nam reče, berite Božjo besedo, postavite jo na eno vidno mesto v vaši hiši. Molite z Božjo besedo. Ja, gledajte, to je vse obrnjeno k Jezusu, k Bogu. To ona želi. V Lazaretu, ne vem, če veste, ampak ima to zelo lepo besedo, prav na koncu prikazovanja, que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Naj vsa srca ljubijo Jezusa. Je pasivna oblika. To je njena želja. To je njena želja. To je njena želja. In zato je pride, da bi spoznali in zljubili Jezusa. Da se bi odprli za naše odrešenje. Ja, in zgleda, da smo toliko trdi orehi, da rabimo to nežno, materinsko bližino, da nekje lažje stopimo v skrivnost te Božje ljubezni, ker ne gre kar tako. Bog je pa izgleda zelo potrpežljiv z nami, s človeštvom. Ne? Čeprav moramo se zavedati tudi po drugi strani, da se bo ta čas milosti enkrat iztekel. Ne? Ja. Enkrat sem padel na to čudovito versico v enem psalmu, beremo, mi vsakem psalme v brevirju, ampak včasih ena beseda tako vam, ko bi rekel, vam skoči v uho ali v srce. Ga beremo v francoščini, ampak tvoja potrpežljivost nas dviguje. Ta patience nous élève, tvoja potrpežljivost, Bože, nas dviguje. In res, Bog nam da čas, čas je na naši strani, milost deluje v času in jaz se dobesedno vsak dan čudim glede greha tega sveta, da ta svet še stoji kot stoji in da Marija še naprej neumorno, neutrudno nudi to Božjo pomoč, Božjo roko, da bi jaz stopili na to pot odrešenja. Neumorno je rekla, nisem umorna, nisem utrujena. In to je res nekaj neverjetnega, toliko časa. Tukaj nekje in tudi eno razodetje te neizmerne ljubezni. Ravno v tem času, da tukaj nekaj presega našo človeško logiko. In Bog, mislim, da nam hoče to pokazati, da koliko nas ljubi, da se bo boril prav do zadnje sekunde za nas. Kako vi doživljate Marijo? Kakšna mati je ona za vas? Veste, sem bil večkrat na prikazovanjih pri Ivanu in pri Mariji Pavlovič in tudi na Crnici. Se spomnim prav, ta prvič sem bil tako zelo impresioniran, tako zelo, kot da bi bil, da ne bi mu nič skrival, da Marija vse vidi v mene. Kot da bi bil enak pred njo, mislim, da vidi moje srce in da imam za biti v resnici pred njo. To je bil moj prvi vtis, zelo živo spomnim in je bila moja glava kar tako dol, se nisem niti upal odvigniti. Potem s časom nekje odkrivamo to, se mora to najtežje verjeti v to ljubezen, da se lahko popolnoma prepustimo, da lahko vse rečemo, da res povemo, kar je v nas. Smo pred njo takšni, kot smo. Kot smo in res, kot preprosti otroci bi rekel, pred mamo in mislim celo, da to ona želi, da smo taki, da
res v resnici našega srca, da povemo težave, veselje, prošnje, želje. Ja, da smo taki, kot smo, ja, točno tako. Ja. Predajte mi vse, kar doživljate. To. Pravi, ne v svojih sporočilih. Ja, vse. In mislim, da v nebesih ali že preč nas bo prišla iskati, bomo presenečeni na to simplicite, rečejo ni komplicirana, vidite, ni komplicirano. Preprosta. Ja, preprosta. Da bomo zelo presenečeni na to preprostostjo Marije in tudi vici dostikrat to omenijo, da z njo pogovarjajo, praktično se pogovarjajo kot s prijateljico, ne? Kot skoraj sestro, pa čeprav Mati Božja, mislim, nad angeli in nad vsemi. Nekdo, ki jih najbolje razume. Ja, najbolje. In ja, ker je, kot je rekla Melania v La Saletu, v njej praktično sam Bog, ne? Kdor najde njo, najde Boga, ker ona je polna Boga, polna milosti, polna prekipevate s to Božjo ljubeznijo do nas. In mislim, da bo to veliko presenečenje in je že presenečenje zdaj za nas, ki poznamo Medžugorje, to njeno bližino, kaj vse je bilo v teh letih in je še z nami, se ni utrudila. Mislim, Ja, še vsak dan. Vsak dan, Kdaj ste neverjetno. se, gospod Milavec, vi Ja. prvič srečali z Medžugorjem? Kdaj ste prvič slišali in kdaj poromali? Prvikrat sem šel za Medžugorje v letih 80. Moj stric je zorganiziral eno romanje v Medžugorje konec letih 80, katerega romanja se tudi udeležila moja mama. In iz tega romanja leta 88, če se dobro spomnim, mi je prinesla nekaj knjig. Sporočila mi so bile lepe slike v slovenščini in nekje notranje me je vleklo. Bo sem bil bolj rocker, dolge lase in tako naprej. Me je tudi svet zelo močno vlekel. Ampak je bila v meni ena želja iti v Medžugorje, tako od takrat naprej. In bo potem me nekje ta svet odnesel za nekaj časa, tako da sem šel komaj prvič osebno leta 94 s gospo Majo Zalar za festival. Iz Ljubljane? Ja, z Ljubljane, ja, 94. Avgust 94. No, kaj se je takrat dogajalo z vami? Sem se z Medžugorjem. Jaz sem se malo prej spreobrnil leta 93 v Parele Monjalu na duhovnih vajah in ta želja v Medžugorju, ki sem jo imel, nekje, ki je bila potalna, skrita in kot nekje eksplodirala. In se dobro spomnim, sem rekel mojim staršem, sorodnikom, tetam, stricam, da grem v Medžugorje, bila vojna, ne 94. Pa so mi rekli, ma ti si nor, kaj greš iskat v Medžugorje? Nič me ni bilo sposobno ustaviti. Ni bilo kapljice strahu v meni. In kot da sem moral iti v Medžugorje, kot da, ne vem, tukaj je moja mati, ki me je rodila v Božjem življenju. In to je kraj moje mame in sem bil presrečen in ko sem stopil na tisto zemljo, ena eksplozija veselja je bila v meni In to je Božje delo, ne? Absolutno. To ni človeška radost, ne? Vse to čutimo, gledajte, jaz lahko zadenem 10 milijonov evrov, bo veselje v meni, kupim, ne vem, enega Porscheja, Ferrari ali mi ga dajo, ga ne bom kupil, recimo, da mi ga dajo, bo eno veselje. Ampak proti temu notranjemu veselju se čutimo to, ne. Enkrat, ko okusimo, bi rekel to veselje nebes, veselje Marijinega srca. In Boga, ne. To ni zemeljsko, ne. Ni to samo čutno. Seveda odmeva v čutih, ampak je nekaj, za katero smo pripravljeni dati življenje. Kaj se vas je tam v stiku z Medžugorjem prvič najbolj dotaknilo pa nagovarjalo? Veste kaj, smo prišli bolj pozno, je bila ene, če se dobro spomnim, 9-10 ura in so bile še trte za tistim oltarjem od zadaj. In smo prišli lepo preko tistih trt in je bilo izpostavljeno najsvetejše. V tišini. In to se spomnim in sem rekel, simbolično za mene je točno to Medžugorje. Pot do Jezusa Kristusa. Do živega Jezusa Kristusa, pred katerim imam najprej za biti tiho in pasti na kolena. To je bil prvi kontakt z Medžugorjem, je bilo izpostavljeno najsvetejše. Jezus je tukaj, sem bil na kolenih in tiho. Mislim, da pred Bogom, mislim, da mi kristjani se imamo prav to za naučiti danes. Sposobni iti v sebe, v ponižnosti, v hvaležnosti seveda tudi,
v češčenju pred našim Bogom. Da najdemo ta temeljni pravi odnos z našim Bogom, ki je prvotno najprej češčenje. Ne najprej hvala, najprej češčenje. In za mene je bilo točno to, kronološko je bilo to, sem prišel v Medžugorje za čas češčenja. In nekje razumem to mojo pot, to mojo rast z Medžugorjem preko tega temelja češčenja. In če danes je za mene češčenje alfa, bi rekel, in omega mojega duhovnega življenja. V cerkvi so tudi nekateri teologi v prvih letih prikazovanj Mariji nekako poučitali, da sebe postavlja v ospredje, da ni ona pomembna, ampak njen sin, ne? Ampak je tudi potem v nekem sporočilu menda na Križevcu dejala, da ni ona pomembna, ampak njen sin, da moramo njega sprejeti, ne? Da je on naš odrešenik. Ni Jezusa brez Marije, to je Božji načrt. Jezus in Marija sta neločljiva, jih ne moremo ločiti. Jezus na križu nam je dal Marijo svojo mati, da postane naša mati. Se pravi, smo vezani in na Jezusa in na Marijo kot našo mati. Se pravi, sem neločljiva. Marija vodi k Jezusu, ampak Jezus, mislim, milost odrešenja, nas rojeva v Mariji, ker Marija je mati, mati je ta, ki rojeva, v kateri raste življenje, se razviva življenje in potem, ki nas rodi. In se pravi, ne moramo ločiti, kdor bo najdel Marijo, bo najdel Jezusa. Kdor bo najdel Jezusa, bo zljubil Marijo, ker Marija je mama in Jezusa in naša. Se pravi, to gre absolutno, mislim, kot dve nogi, dve roki, dve pljuči. Torej, koliko razumem, ne moramo ločiti. Ste vi v prvem stiku z Medžugorjem nekako začeli poglabljati ta odnos z živim Jezusom? Ja. Meni je še do danes tisti čas češčenja v cerkvi ali pa na prosem od zadaj. In čas zelo posebnih milosti, čas resnično globočine, kjer smo v resnici svojega srca pred našim Bogom, kjer smo popolnoma predamo, darujemo in z Marijo, ker tudi ona to živi. Ker ta njen sin je Božji sin. Seveda je pravi človek, ampak ta človeška Jezusova narava obstaja samo kot narava Božjega sina. Je samo ena oseba, ne? Božji sin, večni Božji sin. In Marija nas tudi uči zastopiti, da bi stopili z njo, prav z njo, v to globoko očiščenje in darovanje sebe njemu. Samo to nas v resnici lahko osreči, osvobodi, ozdravi. Ja, nas osvobodi in ozdravi. Ja, absolutno. In dejansko je kot pravi, ne, brez Boga ne morete biti srečni, ne morete občutiti resničnega miru. Nemogoče, on je naš stvarnik, nas je ustvaril za sebe, kot piše zelo lepo koncil, drugi Vatikanski koncil. Smo ustvarjeni za Boga, ne za uživati na tem svetu. Če uživamo na tem svetu, Bogu hvala. Če smo kristjani, če nam gre lepo, Bogu hvala. Ampak smisel našega življenja je samo v Bogu, nikjer drugod. In to Marija sama zelo dobro ve, ona je v nebesih. In nam želi to dopovedati, da to razumemo in da to doživimo, da to okusimo in da Bog je radost, Bog je ljubezen, Bog je veselje, Bog je mir. In kdor najde Jezusa, najde vse. Tereza Vilska. In to Marija želi. In kdor bo najdel Jezusa, bo tudi najdel Marijo. Še enkrat, sem neločljiva. No, Marija nam je dala neka sredstva za to, da bi se približali Jezusu, da bi se lahko odprli. Zelo pomembna so ta njena glavna sporočila, molitev, spreobrnjenje, post, pokora, mir in tako naprej. Kako vi gledate na ta stik z Bogom, na osebni stik z Bogom, na molitev, kar bi bilo nekako v prvi vrsti najbolj pomembno, da človek preden sploh stopi na pot spreobrnenja, da se poveže z Bogom. Večkrat je Marija poudarila v njenih sporočilih in to je tisti naš prvotni korak, imamo za se odločiti. Nam je še predkrat... To je temeljno odločitev za Boga. Svoboda. Naša svoboda, ki Bogu odgovori. In tako zaključil vsako njeno sporočilo. Hvala moji otroci, ker ste se odzvali mojemu klicu. Imamo za se odločiti, odgovoriti. In to bi rekel resno odgovoriti. To je mora kar najbolj manjka
danes kristjanom, tista resnost odgovora. Če rečem ja, je ja, ni ja, bomo videli, če slučajno, ne. Če rečeš ja, naj bo tvoj ja, ja. Ni več kompromisanja. Ne, ja, se treba resno odločiti in nam reči za svetost, za Jezusa, za njegovo besedo, za Božje zapovedi. To je naš korak. Vidite, brez tega našega sodelovanja, naše svobode, Božja milost se nima kam primiti. Je malo površinsko, ampak ne bo šlo globoko. Se pravi, mi imamo najprej za se odločiti, ja, Gospod, jaz sem Božji otrok, ti si moj Bog, moj odrešenik, ja, ti rečem ja. Vidite. In tisti ja, ki ga damo v Mariji, v njenem srcu, kot ona nas uči. Ona nas uči se darovati v polnosti. Njemu, kot se je ona, reči 100% bi rekel ja, imamo zagadati vsak dan. Vsak dan se imamo za odločiti, tudi jaz kot duhovnik. Veste, včasih zjutraj, ko molim, se mi ne da, priznam, ni to spoved zdaj javna, ampak sem tak en dizel, malo časa rabim, da zagori, da se motor segreje. Je potreben trud za to, ne? Ja, je tudi potreben to, ena vztrajnost, en trud, ena disciplina, ena vztrajnost. Seveda nam Bog pomaga, ampak tudi mi, ker smo svobodna bitja, imamo za se odločiti. Sami od sebe, odgovoriti Bogu. In to nam resnično, ta svoboda nam pripada. In vsak dan se treba odločiti za to. In potem nam seveda Bog pomaga. Te bom naučil plavati, ja, tukaj je voda, zdaj pa skoči v vodo, ne. Tisti skok, ne. Tisti skok je naš. Potem v vodi bomo že zaplavili. To je potem Božje delo v nas. Ampak ta skok, ta prvotni korak, in včasih je malo težko, ne. Težko vztrajati, ker imamo preizkušnje, zanese, imamo težave, grešimo celo. Tudi mi duhovniki, veste, gremo k spovedi, ja, nismo še na višku svetosti in imamo tudi težave in bi rekel koplje ampak imamo za reči, ja, Gospod, se odločim za tebe in potem seveda temu primerno živeti. Zanimivo, da je človek v tem umestnem času, o katerem ste sedaj govorili, ko se nekako malo oddalji od Boga, ne, ko mu ni za molitev, kot pravite, ne, tudi ni srečen, ni nekako pomirjen. Se usuši, ko se spet poveže z Bogom, začne resnično se angažira za molitev, spet občuti to radost. Se to je tisto, kar je in zanimivo in dramatično, bolj bo se blizu Boga, lažje vam bo, bolj se boste oddaljili, Boga težje vam bo. In to tudi v molitvi, ja. Bog lahko preizkuša tudi srce z sušo. Svetniki o tem govorijo, da človek, Mati Tereza na primer, 40 let je bila v tej suši, nič več ne čuti, ima občutek, da Boga ni, da je Tereza, ta mala Terezika, to preizkuša tudi svoje. Ampak bolj boste blizu, polni Boga, skrbnostno, nekje bo šlo to naprej. Bolj se boste oddaljili, se mi ne da več moliti in potem gre maša nedeljska in potem gre vse skupaj. In krščansko življenje. Tako da se imamo za odločiti, gledajte, Maja nam je rekla, vrnite se k Bogu. To je bilo letos Maja nam je to rekla, vrnite se k Bogu. Ja, to pomeni, da smo daleč, če imamo za se vrniti. Pomeni, da smo daleč. In to je naša odločitev, ja, Gospod, tebe hočem. Se končno vseeno odločim za tebe, ok, sem zabluzil, sem zablodil, sem imel življenje kakršno sem imel, Marija Magdalena smo pred kratko slavili, ok, takrat ni bila svetnica. 7 hudičev je iz nje izgnal, piše Luka. Spravi, praktično simbolično polno zla. Ampak je odgovorila tej Jezusovi ljubezni in v sebi se odločila in rekla končno ja. In imamo za se odločiti za Gospoda in to resno vsem srcem in prositi za pomoč Božjo, da nas obvaruje na tej poti od rešenja, ker noben ni varen, dokler smo v tem svetu, vsi svetniki nam to rečejo. Hodimo na poti, ki je ozka in vidimo prepada in levo in desno. Vidimo tudi meje te poti. To je tista dobra lastnost te poti, ker je ozka, vidimo tudi jasno meje. Ampak ja, moramo prositi tudi Boga za varstvo, da nas ohrani na tej poti od rešenja, da rastemo na tej poti, da vztrajimo. Prvi korak na poti spreobrnenja, odločitev za Boga. Druga stvar pa, Marija nekako nas posebej prosi, pravi, da je to v naši moči, da se odrečemo grehu, da ne grešimo več. Ja, sami od sebe mislim, da brez Božje pomoči, jaz si mislim, da to ne gre, da je to res Božje. Nam pripada ta odločitev. Gledajte, bom tako rekel, vam odprem mojo denarnico
vi dajte denar noter in bom bogat. Zapravo to bogatstvo mi je dano. Če premagam greh, če se borim proti grehu in verjemite, da so tudi mi duhovniki včasih zelo težko borimo proti grehu, ker hudič ve, ki so naše pete in nas tam čaka. Z Božjo pomočjo je možno, ja. Pa tudi, če padamo, tukaj je ena zelo zanimiva kateheza Janeza Pavla I. Tudi, če padamo v greh, nam zna biti, če smo dovolj ponižni, to šola, da prepoznamo svoje lastne slabosti in da nas naš greh naredi malo bolj ponižnega, kot je Petra, apostola Petra naredil bolj ponižnega. On, ki je bil prepričan vase takrat, pa je tako, bi rekel, grobo padel. Mu je bila to velika šola za njegovo ponižnost. Se odločiti in molite. Molite. Sem enkrat bil presenečen in Marija rekla, da bi molili noč in dan. Edina stvar, kar delamo noč in dan, je dihamo. Ne? Dihamo noč in dan. Zdaj to, da bi se res napolnili z Bogom, ne? In da ta Božja prisotnost v naših srcih bi nas spremenila in nam dala tudi moč za iti naprej. Se odločiti za molitev srcem. Bi rekel, to so dve naši nogi. V češčenju te poti spreobračanja, odrešenja, ki jo imamo za živetje. Brez molitve je nemogoče. Dejstvo je, absolutno nemogoče, karkoli. Ja, tudi za nas duhovnike, veste, če ne molimo, nas odnaša, ne? Kompletno. Smo gotovi. Dejstvo je, da je zelo težko pridobiti ljudi takrat, ko se jim predlaga neko osebno žrtvovanje, odpovedovanje in tako, ne, kar nas Marija prosi tudi v postu, da bi se postili ob sredah in petkih iz ljubezni do njenega sina, zdravi ljudje ob kruhu in vodi. Kako vi gledate na post? Koliko vam kot duhovniku uspeva ta Marijina želja? Ja, mi slabo uspeva. Moram kar takoj priznati. Je to še eno trnje v moji peti. Zaenkrat se ne držim, bi rekel, dobesedno kruha in voda v petkih in sredih. Se trudim, manj jem, sem lačen, to se pustim. Včasih mi uspe, ampak res se nimam kaj pohvaliti o temu. To mi je malo hudo. Mislim, da je to tudi ena milost, za katero treba prositi. Da doživljamo to odrekanje. Ja. Je to prav? Odrekanje, ja. Odrekanje iz ljubezni do Gospoda in do Marije. In to prvo je treba moliti najprej. Ja. Ampak je tole sredstvo, ne? Ja, je sredstvo. Je zelo koristno sredstvo za boj. V resnici, sem enkrat slišal visko govorili o temu, je rekel, s postom nekje te naša čustva, to naše miganje mesa nekje malo upade. Ta pritisk mesenega človeka malo upade in se zavedamo, da imamo srce, notranjost, duhovno življenje. In post omogoči, in to je živa resnica, dosti bolj globoko in mirno molitev. In nas naredi tudi s časom močnejše proti zlu. Predvsem proti tem mesenim skušnjavam. Nekako meso se potisne v ozadje in duh malo zaživi. Malo usahne. Ta moč poželjenja malo usahne in istočasno duh močnejši. In to je res sredstvo, gledajte, od začetka cerkve duhovniki, kristjani so se vedno postili. Jaz se spomnim moje stare mame, moram paziti na mikrofon, cel advent in celi postni čas so se postili. Mislim, to je bilo kar dolgo. In to kar strogo, res ni bilo kaj dosti za jesti in za piti, ampak še takrat, kadar je bila tista revščina, so se te ljudje nekje še odrekali, vidite, ker je bil adventni čas, postni čas. In mene včasih kot duhovnik, me je res sram, da s tako lahkoto stopimo v kompromis. In ne, se treba potruditi. Gledajte, papež Benedikt je tudi o tem govoril, rekel bo, je post hrane, je tudi post televizije, post interneta, post mobitelefonov, post jezika. Seveda jezika, točno jezika. To bi nam zelo koristilo. Važno je, da si vzamemo tisti čas v tišini, v samoti, da stopimo najprej mi v naše srce in da se to naše srce upre Bogu, da stopimo v to njegovo prisotnost. To je tisto, kar je bistvo. In post nam pomaga pri tem.
da bi se bolj približali in odprli za Boga. Ja, da se osvobodimo. Ne? Neko Marino sporočilo me je dolgo časa zelo nagovarjalo, namreč ko pravi, dragi otroci, prvi korak na vaši poti spreobrnjenja je, da pokleknete pred mojim sinom, da stopite v spovednico, da se izpoveste svojih grehov. Kakšen je pomen svete spovedi v življenju kristjana? Namreč Marija nas prosi, da bi vsaj enkrat na mesec obiskali spovednico. Vsaj. Ja, to mislim, da je res nekje tisto minimalno. Zdaj imeti globoko, goreče duhovno življenje, enostavno to rabimo. To je, jaz vsakič, če sem hudo grešil ali manj grešil, vsakič je to en dogodek nepopisnega veselja. In hvaležnosti. In hvaležnosti in prenove v Svetem Duhu. Okušamo to Božjo potrpežljivost, v kateri se ga usmiljenje. In ozdravljenje. Ozdravljenje, ena nova moč za eno novo, in odkrivamo sočasno to Jezusovo ljubezen. Dostikrat rečem ljudem, to je prav sakrament Jezusove krvi. Ja. Knjiga Razodetja to poudarja, da smo odrešeni v njegovi krvi. Ne? In prav ta njegova kri nas, ki je tudi simbol življenja, novega, večnega življenja, nas prenavlja v tem sakramentu. In vidimo, da je ta sakrament odvezen na euharistični sakrament, kjer imamo to pred očmi njegovo kri. In to je res sakrament naše svobode, sakrament naše rasti, našega spoznanja Božjega usmiljenja. In ni to nek fenomen v današnji cerkvi in v svetu, kaj se dogaja v Medžugorju v zadnjih 40 letih, da so vrste pred spovednicami. V naših cerkvah pa skoraj ni spovedancev. To je drama. Jaz se spomnim, sem mlad duhovnik, sem bil ravno kar posvečen in sem šel tja v Medžugorje. In so mi rekli, boš videl, se dogajajo res neverjetne stvari med spovedjo. In je bila tam ena gospa, sem spovedal v francoščini, in je prišla k spovedi in 45 se je jokala, mislim, to je už za zadnje leta, vse ne koliko več ne spomnim, mislim, je bilo 45 minut, sem rekel, kaj bodo ljudje tam mislili, nisem bil v spovedji, sem bil odzunaj. In sem rekel, to je delo Božje milosti, ki prenavlja človeka v koreninah. Človek, ki se na novo, kot novorojenček, odloči na novo, frišno, za Gospoda, za to pot življenja. In to je bilo nekaj nepopisnega. To prav. In to meni je neverjetno hudo, da naši kristjani, vidite, ne iz dolžnosti, ker moram iti, ampak ker to potrebujem, ker rabim Jezusovo kri, da me prenovi, da rabim Svetega Duha, da me očisti. Da lahko začnem novo življenje. Ja, in da rastem v tem novem življenju. Rabimo Boga. Arški župniki imajo en tak stavek o sakramentih, ki reče, nismo vredni sakramentov, ampak smo potrebni sakramentov. Ne gre brez. Ne gre brez. Vredni, nevredni se ne gre za to, jih rabimo. In dostikrat rečem mojim faranom, to sem tudi rekel v Franciji, da Euharistija in spoved, sakrament Božjega usmiljenja so dve peruti, ali dve nogi, s katerimi hodimo na tej naši poti. Ne gre brez tega, seveda. Temelj pete, bi rekel, so molitev, češčenje, to, kar smo že prej v našo odločitev, ampak brez tega ne gre. Ampak dlje časa, kot človek ne gre k spovedi, vedno je težje. Kaj bi svetovali tistim, ki morda že zelo dolgo niso bili pri sveti spovedi, pa bi bili zelo potrebni tega sakramenta? Jaz bi jim najprej rekel to, vprašujte se po vsem tem času, kako da vi mislite, da niste potrebni spovedi. Kako je to mogoče? Ali ste že dosegli absolutni vrh svetosti? Ker za mene nekdo, ki bi mi rekel v resnici ne rabim spovedi, to so te, ki so v nebesih, ki so dosegli polno svetosti. Kajti svetopismo tudi pravi, da najbolj pošten človek in pravičen tudi 7-krat na dan greši, ne? Se pravi, ta človek, ki ne hodi redno k spovedi, v resnici sam sebe vara. To mu treba reči, mu ne bo pašalo. In v resnici ne vidi realnosti svojega stanja. To je problem, vidite. In zato še enkrat se vračam prav k začetku, če človek ne išče ne svojega mnenja, ampak Božje resnice, Božjega načrta nad sabo, če tega on ne želi,
seveda bo začel s časom sam sebe opravičevati. Delam to, delam uno, ne delam nič slabega, ne varam žene, ne kradem, ne lažem. Boste šli enega Hitlerja, ki bo sam sebe opravičeval, bil prepričan, da to, kar dela, je dobro za Nemčijo. Človek dobi hudo kosmato vest lahko, ne? Kosmato vest, zelo kosmato vest. In človek, seveda, ker ima to, pa moramo biti zelo pazljivi, tak človek je nehal hoditi po poti obračanja in spreobrnenja in odrešenja. Spravi, je samo zadosten in ni več sposoben prepoznati. Zato jaz jim rečem, iščite, sprašujte se. Sem enkrat vprašal eno osebo, kaj je prva Božja zapoved. Niti tega več ne vejo. Ljubi svojega Boga čez vse, nad vsem srcem. Šema Izrael, poslušaj Izrael. Naš Bog je eden. Sem rekel, a ljubite Boga čez vsem srcem, a je na prvem mestu v vašem življenju? Ja, malo je že. Ja, malo. To je prva zapoved, vidite, in smo daleč od te prve Božje zapovedi. In to Marija nas uči ljubiti se darovati Gospodu, klicati to ljubezen v nas, da nas spremeni, da nas preobrne, da nas spremeni v smislu 6. avgust, spremenjenje na gori, da nas slava ta Božja spremeni. In tega ljudje se ne zavedajo, ker nekje vidijo, ne vidijo dlje kot svoj nosa. Kako vi vidite sedaj po 40 letih, da nimo ravno te sadove Medžugorja, odmev v srcih ljudi, v svetu, ravno kar se tiče spreobrnjenja, tako velik odpad od vere na eni strani, od cerkve, po drugi strani pa toliko spreobrnjen po Medžugorju? Ja. Seveda je Bogu hvala za vsakega človeka, res za vsakega, ki je najdel svojega Boga preko Marije, za Marijo. Res moramo se tega zelo veseliti, ker po eni strani mislim, da je prišla iskati to, kar se je dalo še rešiti. Ko gledamo na to stran, to veselje, ki ga nekje čutimo, okusimo v Medžugorju, smo lahko samo presrečni za vse te ljudi, res presrečni. Nebeško srečni. Potem pa je tudi ta realnost, kot ste vi sami rekli, odpada tega današnjega brezboštva, evropskega brezboštva, ki je nekaj absolutno tragičnega in dramatičnega. In gledajte, to je pa svoboda, naša človeška svoboda. Ali se tudi vam zdi, da na račun visokega standarda izgubljamo vero in se duše morda pogubljajo za večno? Medtem ko so nekoč ljudje, ki so živeli v veliki bedi, revščini, pomankanju, so vendarle iskali Boga in reševali svoje duše. Ja, gledajte, Lazar je bil zelo bogat, Lazar Jezusov prijatelj je bil zelo bogat in seveda standard, ta naš kontekst hedonizma nam težje omogoči priti do Gospoda. Naša kultura ni več krščanska, jasno ni več. Ker ne rabimo Boga, ne? Ja, to sigurno nam ni v pomoč. Ampak po drugi strani vera, ta globoki odnos z Bogom, z Jezusom je bil vedno izziv. Vedno, gledajte, beremo svetopismo Juda Iškarijota. Apostol ga je izdal. Te kao pobožni ljudje, ki so bili veliki duhovniki, farizeji, pismouki, ki so imeli dostop do Božje besede, ki so slišali, ki so videli Jezus, ki so videli čudeže, ga niso sprijeli. Spravi, tukaj je ena skrivnost, ki je bila globoka kot samo lagodje ali imetje. Res zato ne pomaga. Ma je res ta svoboda, ki, kot točno to, kar reče Avguštin, ki se odloči ali za resnico, in s tem za Boga ali za sebe. In res za to današnje življenje nam nekje skoraj spontano nudi to odločitev za sebe. Boš užival. Brezbožneži, njihova prva in zadnja zapoved je uživaj. Si malo časa na svetu, uživaj, kolikor se da uživati. S prvo ženo, s drugo ženo, s tretjo, peto, deseto, uživaj. To je njihova zapoved. Ampak to je razmišljanje sveta, ne? To je razmišljanje sveta, ampak žal je mnogo kristjanov, mislim krščanih,
ki so se temu podali, ki tako živijo, potem za nekje dobro vest, za eno umetno dobro vest malo posojijo tukaj in tam s kakšno mašo, s kakšno poroko, s kakšnim krsom. Ma ni to krščansko življenje. Krščansko življenje je Bog na prvem mestu. Vir mojega življenja, moje vse. Bog nas zelo jasno opozarja na tem področju. Nekdor seje v meso, bo od mesa že v večno pogubljenje. Kdor seje v duha, bo že v večno življenje. Absolutno. Tukaj ta pot, vsi svetniki, to je evangelij, vsi svetniki so to rekli, tudi Marija v Medžugorju, je rekla, pot brez mojega sina je pot propada. To je rekla enkrat Mirjani, če sem dobro spomnil, leta 14 ali 15. Pot brez Jezusa, brez molitve, brez sakramentov, brez preobrnenja, brez tega globokega krščanskega življenja, pač ni to pot od rešenja. Ne moremo. Je pot pogube, ne? Je pot pogube, bodimo jasni. Moramo Moramo reči to ljudem jasno, pazite, tukaj se gre za večnost, opustiš. Jaz jim to rečem, to jim ne paše. Ma jim rečem, ker tako je. Pazi, si kristjan, opustiš nedeljsko mašo, to je smrtni greh. To je proti tretji Božji zapovedi, ni proti moje zapovedi. To je proti tretji Božji zapovedi. To je smrtni greh, to ni nekaj, pa sem dober. Ne. Se ti odcepiš, oddališ, prelomiš ta odnos s Bogom. Ti težki prekršek, ne? Zelo, smrtni greh. Včasih se je reklo temu smrtni greh. In je potrebna spoved. In to iskrena, ne formalna spoved, iskrena. Gospod, ti si moje vse. Ja ti bom dal to urco na 168, ki jih ima teden. To ni dosti. In ni nobene težave pri domašem, vidite. Spravi, nimamo nobenega izgovora, če ne gremo. In to je treba ljudem jasno reči, pazite, če boste prekinili z Gospodom, ste svobodni, lahko prekinete, ampak to je pot pogube in to vaše večne pogube. To je treba jasno ljudem reči, ne jih zavajati, Bog je dober. In to, kar slišim tudi tukaj v Sloveniji, ta velika prevara v tem lažnem Božjem usmiljenju, ki je prišla iz Nemčije, iz Francije, Švice, ki jo poznam, kot da bi jo naredil. To je svetovna in najgloblja prevara. Prav to razmišljam, ali Cerkev dela uslugo, mnogi duhovniki dušam s tem, da molčijo o peklu. A ne, sploh ne. Jezus je temu jasno govoril. Ker se Cerkvi vedno učita, da straši ljudi. Danes je rekel celo v našem evangeliju, kdor ima ušesa, naj sliši. Spravi, moramo biti pozorni na to besedo. Ker govori o tej večni pogubi, večnem ognju. Da bodo ljulka, ki bo vržena na ogenj. Ne, to so resne, tukaj se gre za našo večnost. Za našo. Zelo lepo opozarja na to. Veselo ali žalostno? Pravi, da Bog nikogar ne meče v pekel. Je rekla v Medžugorju, ne, vendar, da človek tukaj na zemlji že živi en pekel, ko živi brez Boga. In potem samo nadaljuje po svoji smrti, ne? Absolutno. Samo, vidite, to svetniki tudi dosti o tem govorijo, so to opazili, da na tem svetu tudi, če okusijo to praznino v sebi, o kateri je Paskal, na primer, govoril, vsa drama sveta je, da človek ne mora biti eno popolne sam v svoji sobi, ker ne prinese to svojo notranjo praznino. Na tem svetu, posebno danes, se da kompenzirati to notranjo praznino, to duhovno smrt z materijo, s tem, kar nudi svet, z uživanjem. Grem tja, kupim to, shopping, na primer, barčki, pijemo, jemo, se zabavamo in da ne govorimo vsemu drugemu. To je široka cesta, ki pelje in danes je še nikdar ne tako široka kot danes. In seveda se da tako živeti, ampak veste, vam nekaj rečem in to rečem tudi gledalcem. Hodim k ljudem na skliču za maziljenja, ki so na koncu, ki so pred smrtjo. Ne rečem ljudem, ne si misliti, da se je lahko spreobrniti na zadnje trenutke. Iz izkustva, v vseh teh letih, kar sem videl, jih ne naštejem za eno roko. Torej, ni modro čakati do konca in reči, sedaj še ni čas, bom na koncu razmišljal o tem, ne? Ni to, to je prevara. Rečem ljudem, če se danes ti ne boš spreobrnil, danes, jutri se boš težje. Po jutrišnjem se bo še težje. Danes reči, jaz sem srcem tvojemu Gospodu. Danes lahko umreš. To veste, je bila tista gospa, je šla k Padre Piju, je bila verna in je poskušala na vse načine spreobrniti svojega moža. In mož je odgovarjal, jutri bom, pusti mi še čas. In je šla k Padre Piju.
mu je rekla, moj mož je umrl. Je rekel, vem. In je pogledal in je rekel, vi ste močni v veri, vam lahko povem. Ker ga tudi vprašala, kaj je z njim v večnosti. In je rekel, vaš mož je pogubljen. Seveda je bila zelo šokirana. In je rekel, je pogubljen zato, ker je vedno rekel jutri, 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 jutri in na koncu se ni. Vidite, to jutri, jutri pomeni nikoli. Ja. Tako se igramo mi ljudje z večnostjo, svoje večnostjo. Ne se igrati z Bogom, ne se igrati, to je neskončno resna ljubezen. Je treba danes odgovoriti, lahko danes umremo. In kaj bo z nami, če nismo z Gospodom? Je končano, Bog spoštuje našo svobodo. Gospod Valavec, ker nama čas zelo hitro beži, vendarle bi še vas rad nekaj stvari vprašal. Omenili ste medžugorske vice, z katerimi ste bili v osebnem stiku. Pa me zanima, velikokrat slišimo, da so vici nepomembni, da naj ne iščemo vicev v Medžugorju in tako naprej, da je tam na prvem mestu seveda Bog in Marija in tako, kar drži, ampak po drugi strani pa so vendarle to prvi pričevalci. Ja, seveda so. Imajo svojo nalogo, bi rekel, v tem velikem božjem načrtu, seveda jo imajo. Kako vi vidite? Celo mi Romari imamo eno nalogo. Kako vidite vi njihovo vlogo in njihovo življenje do danes? Veste kaj, sem bil medal, sem dosti bral tudi v francoščini, sem dobil ogromno knjig o Medžugorju in tako osebno sem se sprašal, zakaj niso šli za redovnike, redovnice, župnike, duhovnike in tako naprej. Danes pa vidim, da je to za svet in za cerkev ogromna milost, da lahko jih imamo med sabo, da lahko pridejo v Slovenijo, da pričuje, da so... Da živijo kot laiki. Ja. Je to ogromna milost za cerkev, da imajo to svobodo, mislim, zakona, ne. In jaz sem presrečen in sem še videl Marijo Pavlović za obletnico in sem prišel za Kresjelbe ravno tam in tisto spoštovanje do duhovnikov, ki jo imajo te ljudje. Sem rekel, jaz bi se moral pred tabo pokloniti za vse, kar si dala skozi, žrtvovala, ne ti pred mano. In so nekje ena spodbuda za svetost, sem kar tako rekel. Sem omenil prej prikazovanja, se spomnim, kako je Marija ali pa Ivan, kako so potem po prikazovanju govorili, kot da bi še oni bili na enem oblačku in plavali, tisti mir, tista notranja radost, tisti šalom, hebrejski, tista polnost. In seveda to nam je milost, če to doživljamo. Zelo veliko so pretrpeli v tem svojem poslanstvu, v tej svoji izbranosti za današnji svet, za rešitev človeštva. Če samo pomislim na Vitkinjo Vicko, ki je sprejela neštete bolezni, ogromno pretrpela. Nekoč je celo izjavila, da ni trpljenja, ni bolezni, ni križa, ki ga ona ne bi sprejela, če to Bog in Marija od nje pričakujeta. Oni so popolnoma vdani, očitno to... Tako bi morali biti tudi mi, To so nekje tudi oni kot vici, ene žive priče tega, kar imamo mi zaživeti, vsak na svoj način, ampak zaživeti to popolno darovanje in predanost Bogu, v zaupanju, v hvaležnosti, v ljubezni. So kristjani, kot smo mi kristjani, seveda imajo to neverjetno milost videti Marijo, ampak imajo za se odločiti kot vi in jaz, za svetost, za odgovoriti Gospodu in se odločiti vsak dan, vsako uro za svetost in živeti s Božjo pomočjo. Tudi njim, mi mislimo, da mi je lahko, jaz sem pa prečen, da imajo tudi oni velike preizkušnje, notranje preizkušnje, za katere sploh ne vemo. Kaj pomeni vsak dan biti v nebesih z Marijo? Sam to. Nekaj trenutkov, potem pa se spet vrniti v realnost tega sveta. Jaz se spomnim, so šla z enim prijateljem z Medžugorja, ki je v Franciji, in so bila nekaj dni v Medžugorju, so se ustavila potem v črpalki in cenič pojesti, kot da bi stopila v drugi svet. Brezbožni, turistični svet. In so to okusila. In nam je bilo težko. In sem si rekel, kaj mora biti za njih? Ki vidijo Marijo, ki so v tej radosti in se vrniti v ta, mora biti zelo težko. Sam ta prehod mora biti zelo težek. Glejte, Marija se je prikazala točno
10 let pred začetkom ni slučajno. Osamosvajanja, pravzaprav pred osamosvojitvijo Slovenije, pa tudi Hrvaške. Na dan točno. To je nekaj zelo zanimivega pred padcom komunističnega režima in sedaj smo še zmeraj v nekem stanju tranzicije, ki še jo bomo uresničevali, izgleda zelo dolgo. Ja. Glede, komunizem je bil en obraz brezboštva. Danes imamo en drugi obraz brezboštva, ampak je ista korenina, brezboštvo. Na en drug način. In se spomnim to, kar je napisal Jozef Ratzinger, ni bo še papež, takrat je globoko razmišljanje o tem, hudi duh, ki gre ven, poišče 7 drugih, da bi prišel nazaj. Smo bili osvobojeni tega komunizma, tega brezboštva, mislim pod to obliko, ampak gledajte, Evropa, kljub temu, da je komunizem padel, koliko se Janez Pavel II trudil, Marija Vici, Fra Jozo, Fra Slavko, koliko so se trudili drugi veliki kardinali in škofje. In kljub temu danes Evropa ni krščanska. Vidite, njeni zakoni, gledajte, v kaj gremo, v totalno matrico. V matrico gremo, v totalno kontrolo, brezbožno kontrolo človeštva, na vrsto suženstva, ker človek brez Boga je sužen. Se vsužni sam sebe. In kljub temu nismo dovolj odgovorili, ne vem, vsi, kot množica božjih otrok. Že več kot 1 leto je svet sedaj ujet. Koliko časa bo, to pa pandemijo, kako gledate na to preizkušnjo? Vici hranijo tudi 10 skrivnosti o prihodnosti Medžugorja, cerkve, katoliške in sveta, človeštva. Ali je morda tudi ta pandemija sedaj del že teh skrivnosti, ki se razkrivajo na tak način? Morda kakšna priprava, ena notranja. Preizkušnja in izziv je tudi ena šansa, ki nam je dana. Več časa smo imeli za molitev, za družinsko molitev, se vse skupaj ustavila zunanjost, čas za najdeti mir v sebi, čas za moliti, čas za iti v odprte cerkve, so bile zaprte žal, čas za iti na kolena. Mislim, da v tej preizkušnji smo dobili eno možnost, da bi nekje šli bolj globoko v sebe. A je to vezano na skrivnosti? Jaz ne vem. Ne vem, kdaj bodo te skrivnosti. Verjetno je to v načrtu, ker skrivnosti so pred nami, da se nekje bolj globoko pripravimo. Se pravi, pripravimo ne na skrivnosti, da stopimo v eno bolj globoki odnos z Bogom, vidite, z Jezusom, z njegovo besedo. Da se ne bojimo? Da se ne bojimo, sploh se ne bojimo, če se nimamo kaj bati. Če smo z Bogom? Se nimamo, jaz rečem ljudem, vidim Italijančka, sem videl, to je bila ena emocija, to so govorili o skrivnosti. Sem še enkrat miren o tem, je rekla, kaj se... Če smo v Božjih rokah, z Marijo, Mir. Ona nam nudi odrešenje. Jaz sem celo osebno, to je moje mnenje, prepričan, da te skrivnosti nam bodo v pomoč. Kako, jaz ne vem, morda zdaj ne bo hudo, ampak smisel je pomagati. Bog nam pomaga, to, kar kličemo Božja kazen, v resnici je pomoč. Vidite, v resnici ni kazen, je pomoč, kazen na drugem svetu. Tukaj je sam pomoč. Zadnja želja, ali pa ena izmed zadnjih, je tudi mir, sporočilo miru. V Medžugorju se je Marija predstavila kot kraljica miru, da bi nam prinesla mir. Kako vi razumete to njeno sporočilo? Zakaj ima to tako velik pomen že 40 let? To je se predstavila kot kraljica miru prav v začetku 25. junija. Če berete, na primer, Avguština ali svetega Tomaža Akvinskega, ko govorijo o darovih svetega duha. In so povezali te darove svetega duha na blagre. In svetniki razlagajo te veliki, ali pa sveti Bonaventura in drugi teologi razlagajo kot dar miru, kot največji dar, največji višek, največji dar svetega duha, ki je vezan na dar modrosti. Na dar modrosti.
in ki je vezan na ta 7. blagor, blagor tem, ki delajo mir, bodo Božji otroci. Spravi, tukaj v tem imenu kraljica miru je tudi program višjih svetosti. Ker ta mir, če berete svetnike, na primer Janeza od Križa ali Tereza Vilsko, vam rečejo, pa ta malo Tereziko, da ta mir, ki ga lahko samo Jezus, da sam Bog da, ga lahko doživimo, kadar smo v tej globoki, bi skoraj rekel, popolni združenosti z njim. Kadar smo res globoko, življenjsko, svobodno povezani z njim. Kadar nas on napolni, ampak to pomeni, da smo se izpraznili, kot pljuča, izdihnem sebe ven, da se napolnim z Bogom, takrat najdemo tisto polnost, tisti mir, tisti šalom, to je hebrejska beseda, šalom, kar pomeni polnost, nekaj, kar je polno do vrha, kar prekipeva. In mislim, da nekje skrivnostno tudi nam razodela, da bo Medžugorje tudi šola te rasti v svetosti, ki nas vodi to popolno združenje z Gospodom, v katerem je mir popolna. Eni svetniki, na primer Gregor Nicijanski, ima to čudovito besedo. Bog je ocean miru, harmonija, ne? Ocean miru, brez bregov, kako se mu reče? Brežin, ja. Ja, ocean, vidite. In kadar se z njim združimo v polnosti naše svobode, se mu predamo, darujemo, takrat ja lahko stopi ta mir. In zakramenti nam pomagajo to živeti, in to imamo za živeti. In v tem miru najdemo smisel in vse. S Bogom najdemo vse tako. Zanimivo, da tudi v tem času preizkušnje pandemije, ob 40. obletnici je letos v Medžugorju velika gneča, ljudi iz vseh koncev, sedaj se začne festival mladih, verjetno ne bo drugače, ne? Ja. Bogu hvala in Mariji. To je bilo res veliko. Sem imel neverjetno milost iti na to praznovanje. Prav tam sem bil 25. junija letos. Nisem niti računal na to, sploh nisem na to mislil. Je tako prišlo. Neverjetno je bilo. Neverjetno. Eno veselje, ena spontanost, ena hvaležnost. Smo bili vsi, mislim, ganjeni. In smo rekli našim angelom, varuhom, vi nese našo zahvalo Marije, ker mi nismo niti sposobni se pravilno, bi rekel, vredno zahvaliti za te milosti, ki smo jih dobili v tem času. In je bilo eno tako veselje, otroško veselje, preprosto veselje, je bilo nekaj čudovitega, nepozabnega za mene. Ja. In upam, da festival tudi Karnal Sara prihaja. To je veliko znamenje tudi za Medžugorje in za cerkev. Upam, da bo ta mladina in manj mladi doživeli to Marijino veselo prisotnost in odkrili našega Boga, miru in veselja. In to ponesli v svet, ne? Ja, to je potem težko, veste. Morda bomo zaključili, nekoliko časa še imamo, ampak smo malo nekje kot Frančišek Asiški, se jokal pred križem in se jokal pred križem. Enkrat ga je vse en frater vprašal in mu rekel, Frančišek, kaj toliko jokaš pred križem, povej nam. Ljubezen ni ljubljena. Vidite, in to tudi nosimo z Marijo, to je razdelila njene solze v Lasaletu, jih je tudi razdelila Mirjani. Seveda nosimo mi to ljubezen in ker vemo in vemo in čutimo, da je to polnost našega življenja. Bi radi videli, da drugi stopijo v to veselje in to radost. In potem dosti krat, jaz smo kot sveti Jožef, ki trkal na vratih v Betlehemu in ja, tako. Ja. V tem času bi mnogi ljudje zelo radi poromali v Medžugorje, pa je to onemogočeno, vsaj zelo številnim. Ja, žal. Kako vi vidite prihodnost Medžugorja? Ne vem, gledajte, kako se bo razvilo s to korono, ker vidim ukrepe v Franciji in žal tudi tukaj v Sloveniji, da so, moram reči, popolnoma neracionalni in imamo občutek, da dobesedno vstopamo v en nov teror in diktaturo, kar jasno rečem, sanitarno diktaturo. Ne vem, kako se bo to razvilo, če gledate, so države Avstralija ali Argentina, kjer je dobesedna diktatura, ne morete več iti ven iz države, ne noter. Kaj to pomeni, kaj bomo zdaj sužnji ali kaj? In gledajte, Marija ima njen načrt, koliko bo še preizkušen in za Medžugorje in za nas, ne vemo.
To, kar vemo, pa je, da ima ona zadnjo besedo. Najbolj pomembno je za nas, torej, da bo njeno srce zmagalo. Z njenim sinom. Če smo z njo kjerkoli, smo na dobri strani, se nimamo kaj bati. Ampak upam, da bo pot odprta do Medžugorja. Veste, bom nekaj osebnega rekel. Nekaj zelo osebno mnenje. Mislim, da tista vojna 91. je bila sprožena proti Medžugorju. Ker hudič hoče onemogočiti pot do Medžugorja. In mislim, da ta kriza sanitarna, ta zadeva s korono, da je tudi hudičevo delo, ki hoče preprečiti pot do Medžugorja. Ker on točno ve. Veste, en egzorcist enkrat izganil hudiča in mu je hudiča razodel. Je rekel, enkrat sem stopil pred Boga in mu rekel, kot v knjigi Joba, pustim vse župnije na svetu v miru, daj mi Medžugorje. Si zamislite? Ne Bog rekel ne, ni govora. In se zaletava na vse načine v Medžugorje, da ja bi preprečil pot do tega vira milosti, ker so milosti dane kot še nikdar. To je Marija večkrat rekla, kot še nikdar vam je Bog blizu preko mene. In to hudič slutija. En, ki gre v Medžugorje, je v nevarnosti spreobrnenja. In zelo dobro in modro je od nas ljudi, vernikov, da izkoristimo, da se odpremo za te tokove milosti v tem času, ne? Glejte, imamo po internetu, ali pa to, jaz imam knjige, Marina sporočila vsak dan, vidite, jaz imam tako knjigico, v hrvaščini berem sporočila vsak dan. To je eno tako bogatstvo. Ne tukaj pa tam brat malo kot en metulček. Ne, resno vzemite, boš videl, kakšna šola je to. In to je sedaj naše delo. Ja, to imamo za živeti. Ne moremo na pot, delimo mnogi, zato pa je potrebno začeti živeti resnično, vsem srcem, to, kar nas Marija prosi, že toliko let. Za naše dobro. Ja, za naše dobro, seveda. Se trudi za nas, ja. Ona ima že vse v nebesih. Ja, bilo mi je veselje, gospod Boris Milanec, najlepša hvala vam, da ste bili naš gost. Vse dobro vam želimo. Še doma v Sloveniji, če boste ostali tukaj, ali bomo videli. Bo Božja volja, kot pravite, drugačna, da boste odšli nazaj morda v Francijo, ne? Glejte, ni moj načrt, prepustimo to Mariji in Bogu. Sicer pa morda se kaj srečamo, kdaj v Medžugorju. Upajmo. Jaz bi rad šel čim prej. Bomo videli. Lepo, naj vam uspe. Tudi vam vse dobro. Hvala lepa. Za naprej. In hvala vam, spoštovani gledalci, za poslušanje.